Jaz bi danes v bistvu moral biti kot poslušalec tukaj, ampak me je Domen nahecal, da nekaj povem o teh dveh projektih, ki sem jo delal. Zdaj, mogoče bi, preden se pač v detajle spravim v opis, na kak način je ta gradnja potekala, bi mogoče samo umestil ilovcev kot gradbeni material, nekak na zemljevid sodobnih materialov. In kaj nas sploh pomenijo naravni gradbeni materiali v današnjem svetu. Skratka, gradbena industrija predstavlja enega največjega porabnika virov in onesnaževalcev našega planeta, zato je pač zelo pomembno, zato je toliko bolj pomembno v teh časih razmišljati, torej kako ta scenarij, ki se zdaj trenutno dogaja, spremeniti na boljše. In uporaba naravnih materialov oziroma resursov je definitivno ena izmed rešitev. Zdaj, po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije za 2016 je bilo 40% vseh odpadkov gradbenih odpadkov. To pomeni, da je več kot enkrat več gradbenih odpadkov, recimo od komunalnih odpadkov. To je bil čas, ki se še v bistvu ni opomogel po recesiji. To pomeni, da ko bo gradbena industrija spet laufala as usual, bo ta delež še narastel. Tale tabela se mi zdi zelo pomembna. Saj nekaj o tem že Stojan prej govori o tem, danes je vedno bolj se, to je zdaj sicer govori o primarni energiji materialov, ampak tudi termin siva energija, ki govori o potrošnji energije nekega materiala od začetka nekega svojega življenjskega cikla in do konca. To pomeni od pridobivanja surovine do predelave v nek izdelek, do vgradnje v objekt in potem razgradnje. In v tej tabeli vidimo, da je ilovca tu daleč pred vsemi ostalimi materiali. To pa zakaj? Zaradi tega, ker ilovca iz mojih izkušenj v našem klimatu je v bistvu na voljo skoraj povsod na parceli sami. Torej odpadajo vsi transportni stroški. Energija potrebna za predelavo je izredno majhna, zaradi tega, ker je zelo za nekimi bazičnimi orodji se deluje. In tudi to je material, ki po svoji odsluženi življenjski funkciji ga lahko vrnemo nazaj v naravo in ne predstavlja nobene obremenitve za naravo. Je material, ki je toliko star, oziroma ne material, ampak uporaba tega materiala je toliko stara kot človeštvo. Se pravi, prvi viri pisni pa segajo tja nekaj Mezopotamijo, stari Egipt. Tudi živali zelo s pridom izkoriščajo to za gradnjo svojih bivališč. V Afriki termiti, pri nas lastovke. Lepota ilovca je tudi v tem, da je od ene take čisto bazične uporabe, kjer je v bistvu naše telo, orodje za obdelavo, do recimo bolj sofisticiranih, tehnološko zahtevnejših postopkov, istega materiala. Pa mogoče še na kratko o prednostih in tudi nekaj slabostih ilovca kot materiala. Torej je, če imamo zemljino, ki ni kakorkoli kontaminirana, je zdravstveno povsem neoporečno gradivo, je trpežno in trajno gradivo, kot sem že rekel, ima izredno, oziroma najnižjo vrednost sive energije od vseh materialov, čudovito regulira vlažnost in toploto v prostoru, ravno zaradi tega, ker ima to maso potrebno za to. Zaradi svoje mase tudi zelo dobro zvočno izolira, je negorljiv material, v Sloveniji in v večjem delu Evrope in tudi sveta je povsod lokalno prisotno gradivo, je primerno za ponovno uporabo. Zakaj? Bom tudi kasneje, mogoče bom malo kasneje natančneje razložil. In pa recimo zdaj v primeru, ki ga bom kasneje kazal, zelo pomembna lastnost ilovca je tudi to, da izredno dobro konzervira les. To pa zaradi tega, ker je ilovca, kadar je suha, bolj suha od lesa in ves čas vleče vlago ven iz lesa. Zdaj, kaj so pa slabosti ilovce? Zdaj, če gradimo sami, to nikako ni problem, ampak če pa gre za neka javna naročila, pa zna to predstavljati problem, torej ni normirano gradivo. To pa zaradi tega, ker vsak kop ilovca je malce drugačen in je vedno treba recepturo na novo postavljati.
Potem pa, tako kot ima vsak material, tako kot tudi les in ostali naravni materiali imajo svoje zakonitosti, ima tudi iloca. Ne? In tu pri iloci je največji problem sušenja in krčenja. Se pravi, ko vladaš, ko razumeš ta material, potem teh stvari ni, če pa jih ne, pa se lahko to pojavlja. In pa mogoče največja slabost iloca je to, da ni odporna na vodo. Torej, iloco je treba ščititi pred vlago. Razen, recimo, kot so primeri butane, masivne ilonate stene, ki jih recimo gradi Rauch v Avstriji, tiste stene tudi prenašajo zelo dobro erozijo. In on tudi vedno gradi nekaj centimetrov, torej doda debelini stene za to, da s časoma lahko erodira, pa ne vpliva na stabilnost objekta. Predstavil bom dve hiši. Tale ta prva je moj dom, v bistvu živim v tej hiši. Ta druga hiša je pa nastala v bistvu kot en rezultat vseh izkušenj, ki sem jih pridobil tu. Je pa zanimiva ta zgodba, da pred ne vem kolikimi leti, že zelo dolgo nazaj, sem imel tu v tej isti dvorani predavanje in investitor te hiše je tu sedel in potem sva se spoprijateljila in prišlo potem do tega projekta. Skratka, kar bom zdaj predstavil, zato ker nimam toliko časa, da bi o celem postopku gradnje govoril, se bom probal skoncentrirati na ilonate stene, ki so se v obeh dveh hišah delale in na kak način so bile narejene. Ja, začne se z pripravo ilovce. To je ilovce, kot sem že prej rekel, praktično povsod na voljo. Se pravi, ko kopljemo temelje, odstraniti moramo humusno plast zemlje in ta spodnji del je večinoma uporaben za gradnjo. Pogosto je premasten in je treba, se pravi, ima preveč gline v sebi in je treba dodajati pesek. Dosti krat je pa tudi že sama ilovca toliko peščena, da ne rabi nobenega dodatka peska. Zdaj, ko se ilovca skopljajo, običajno so take zelo velike grude, ki jih žal ne moremo obdelovati, zato, če imamo le čas, mislim, ena možnost je, da se zemlja strojno razdrobi in se potem pač uporablja naprej. Druga možnost je, če imamo več časa, da se pred zimo v takšne kupe razprostre. Še boljše je, če bi bilo to recimo na večji površini in tanjše in se pusti, da ta ilovca prezimi, da se v bistvu predela čez zimo. Vsi vemo na vrtu ali pa na polju, ko je zorano, potem spomladi taka zelo fina sipka zemlja in to je super potem za nadaljno uporabo. Zdaj, to je še od bližje pokazano, ta fina struktura, tu se že nakazuje, ker ilovca v bistvu ni nič drugega kot kristali gline in peska. To pa je mikroskopska slika, ki kaže, recimo, to so kristali gline, ki se v bistvu, ko voda izhlapi iz te mase, ostanejo zajedeni drug v drugega, in s tem v bistvu dobi stena svojo trdnost. Čim pa pride spet vlaga zraven, se pravi, če to steno zmočimo, se ta struktura med kristali gline zrahlja in potem spet dobimo maso, ki jo lahko na novo uporabimo. Torej, to so sestavine tega koktejla, ki sem ga jaz uporabljal za izdelavo sten. Tukaj je ilovca, slama, ekstrudirana glina in pa pesek. To je bilo pač treba na osnovi poskusov določiti primerno mešanico, prava razmerja med vsemi temi sestavinami in pa, kar je bilo tudi pomembno, zaradi tega, ker to ni recimo klasična butan sistem, ampak se temu načinu obdelave oziroma dela z ilovca se reče lahka ilovca. To pa zaradi tega, ker ti aditivi, ki jih daješ noter, v bistvu so lahki in s tem dobimo boljšo izolacijo. Ja, mogoče, če skočim nazaj. Ko sem jaz razmišljal o tej recepturi, o tem, kako bi stena izgledala, je pač v literaturi se je pojavljala mešanice slame in ilovce oziroma ekstrudirane gline in ilovce, ampak obe dve steni imata določene slabosti. Recimo pri slami
je ta problematika, da je, ker je to zelo elastičen material, pa tudi dosti vode je treba že v začetku vgraditi v to maso, da jo sploh lahko pregneteš, se to precej posede. Imamo probleme za posedki, kadar mešamo samo slamo. Kadar mešamo samo z ekstrudirano glino, je problem, da je krhka taka stena. Recimo, če s kladivom udarimo po njej, je to kot kaljeno steklo, se dobesedno razleti. Nima te funkcije, kot jo recimo upravlja slama, ki deluje kot mikroarmatura v steni, ker veže vse skupaj. In zato sem jaz potem kombiniral ta dva sistema in se je izkazalo v bistvu kot zelo dober način gradnje. Prvič zaradi tega, ker ima to povezavo v sami strukturi, drugič pa, kar se je izkazalo, da ekstrudirana glina v času gradnje na sebe potegne ogromno vlage in je možno te stene, recimo mi smo pol metra pa 60 cm v enem dnevu stene postavili in še isti dan je bilo možno opaš umakniti in je stena ostala stabilna. Ni se deformirala, kot bi se recimo, če bi bila samo z slamo. Skratka, potem sem delal poskuse, da se je našla prava kombinacija razmerje teh materialov in pa seveda za izračun gradbene fizike takšnega objekta je bilo treba potem določiti tudi neko toplotno prevodnost in to se da relativno enostavno zračunati, ko se recimo tak zidak presuši, se specifična gostota materiala določi in potem se da v enačbo in se da relativno enostavno zračunati dokaj natančno toplotno prevodnost potem. Kot je že Stojan prej povedal, je približno en tak zidak ima približno, oziroma mogoče malenkost boljše kot pa polno bruno, se pravi kot les toplotno izolacijo, kar pomeni, da ga treba zdaj, če želimo nek nizkoenergetski ali pa pasivni standard dosegati, še dodatno izolirati toplotno. Eno vprašanje, koliko procentov približno glinoporja se glinoporja je bilo, se pravi, če je bil recimo dva deleža zemlje, so bili 3 deleži glinoporja, pa 3 deleži slame, pa potem še nekaj peska pri moji hiši, ker je bila izredno mastna zemlja, pri tej drugi hiši, pri tej pa v bistvu je bila zemlja takšne konsistence, da ni bilo treba dodajati peska. Kaj pa namesto glinoporja bilo? Samo slama. Ja. Peska, samo kar se je izkazalo pri glinoporju, da ni bilo dejansko posedko, nobeni. Nastale so milimetrske fuge, kar je nič praktično za... Prosim. Kako granulacija peska? Ja, tam okrog 4 mm, ampak ni toliko pomembno. Recimo ta granulacija je zelo pomembna pri ometih, naprimer. Zdaj pri taki vgradni v stene pa ni tako zelo pomembno. Je pa fino, da je različna od zelo male do zelo velike, ni fino, da je samo ena granulacija, mora biti od do. In kakšen pesek ne bi to krevenčevo? To je v bistvu pesek, ki je ostajal iz teh separacij, kjer so grmo sprali, se pravi rečni pesek. Ja, lesena konstrukcija. Torej, zdaj, ta lahka ilovica ni toliko odporna na tlačne obremenitve, zato se vedno uporablja v kombinaciji z lesenim skeletom, ki prevzame nosilno funkcijo. Ilovica, ta zmes je pa kot polnilo, s tem, da ko se strdi, deluje tudi kot zavetrovanje hiše, ker stabilizira celo leseno konstrukcijo. Pri obeh hišah smo skušali torej maksimalno kvaliteten les dobiti za konstrukcijo in tudi potem za notranje obloge, zato smo sekali les torej pri moji hiši na Pohorju, pri tej drugi nad Matkovim kotom, na Matkovi kmetiji. V zimskem času seveda in takrat, ko so bili sokovi v koreninah, se pravi, da je bil les že v osnovi, pač koliko se je dalo suh. Kar pomeni manj zvijanja, posledično manjša občutljivost na škodljivce, manj odpada zaradi pač nekvalitetnega lesa. Potem smo pripeljali to na gradbišče, zložili.
že v tej fazi je bilo kar nekaj lesa tudi za kasnejše faze gradnje, se pravi podkonstrukcije za fasado, za notranja, recimo za tla, so že bile v tej fazi in so se medtem, ko se je vse ostalo delali, lepo naravno sušili, da je bilo potem, ko se je gradilo res v optimalnem stanju. Posebnost lesene konstrukcije je pa ta, prej Stojan kazal pač klasično, ne, kjer je bil recimo steber, pa je bila stena v bistvu okrog stebra. Ne. Zdaj, to je seveda možno, ampak je tu problem za opažanje take stene. Zdaj, pri teh primerih, ki se, pa bom tu nadaljeval, to, kar sem pa jaz delal, smo pa v bistvu postavili stebre 8x16, ki so bili deljeni. Kar pomeni to, da ko smo opaž postavili na tej strani, pa opaž na tej strani je stena tekla v bistvu med leseno konstrukcijo. Ker problem je, kadar imamo mi steber in steno postavimo do sem, pa imamo tu naslednji steber, pa pride stena do sem. Ko se stena posuši, tukaj nastane zračna fuga, kar pomeni, da imamo toplotni most. In v bistvu vsaka konstrukcijska vertikala predstavlja toplotni most, kar je seveda zelo nezaželeno. V tem primeru je pa v bistvu kot prvo zelo dobro, ko se posuši, stabilizira celo leseno konstrukcijo in ni nobenih prehodov. To je v bistvu en monolit, ki obdaja celo hišo in gre med konstrukcijo. In zdaj recimo to je bilo pri moji hiši, ne? Recimo, če je tu notri, pa tule imamo zunaj, ne? Je bil problem ta, zaradi tega, ker smo imeli vedno menjavo, ne? Torej stena je bila do sem, pol je bil les, pa spet ilonata stena, pa spet les in je problem za ometi, zaradi tega, ker na teh spojih materialov, ki drugače delujejo, vedno prihaja do različnih delovanj in tu zelo rade razpoke nastanejo, ne? Zato smo pri drugi hiši, ki smo jo delali, smo tu en taki štafel navijačili 5x5 in se je opaž premaknil za 5 cm ven. In potem smo z iloco šli tu notri, potem se je tale letev se je odstranila in se je to zapolnilo z iloco, tako da je v bistvu cela notranja površina je bila homogena ilonata površina, kar je potem bila super podloga za omete. Tako sem načečkala, da upam, da je bilo. Da ste razumeli, ne? Ne, tu se zdaj vidi, ne? Se pravi, tile deljeni stebri vmes potekajo lege, ki pač povezujejo celo konstrukcijo, stebri pa so levo-desno. Pa še ena stvar je zanimiva, tule se vidi, ne? Tile stebri so tule skozi vijačeni, ne? In zaradi tega, ker je recimo, če se je les sekal po zimi, spomladi se je začela gradnja za tem lesom, se ta les vseeno še suši, ne? In zdaj naš gradbeni postopek je tekel na tak način, da so se v bistvu spomladi so se naredili temelji in v začetku poletja se je začela lesena konstrukcija delati in potem je objekt čakal do naslednje pomladi, ko se začele ilonate stene delati. In v tem času se je seveda les presušil, ampak ker je bilo to vijačeno, se je samo spomladi to lepo zategnilo in je cela konstrukcija bila res super sestavljena skupaj. Tule so ti stebri. To je ta druga hiša, ki je bila, kar se tiče statike, kar izziv, Darko to ve, ker je bil odgovoren za to. Ja, zdaj pa kaj več o izdelavi sten. Se pravi, to je bil za mene, takrat, ko sem prvo hišo delal, to je bilo na prehodu tisočletja, ne, to je takrat res bila egzotika, ne, to je, komorkoli sem razlagal, da bom tako hišo delal, si je mislil, da sem malo čez les. Skratka, metoda, ne, ki sem jo jaz uporabljal in ki je zdaj več ne bi priporočal nekomu, da jo dela, ker je preveč zapletena, je, se pravi, tu vidimo sestavine, ne, ilovca, slama,
ekstrudirana glina, to pa so orodja, ne, zelo preprosta, ne, torej 2 kadiji, vrtalni stroj za mešanje brozge in pa tukaj za mešanje cele, ne, torej najprej smo ilovico in pa v vodi smo naredili takšno ilonato brozgo, ki se je potem stavila v mešalec in se je v mešalcu premešala z ekstrudirano glino, ki se je potem sipala na slamo in se je potem z vilami to lepo premešalo, da je bilo čim bolj homogeno in potem se je to vgradilo. Ne. To je en tak, mislim, nam je bilo fajn, ne. Bili smo mladi še precej, dosti prijateljev je prihajalo čez celo poletje pomagati in je to dobro funkcioniralo. Ne. Ampak je pa veliko dela. Potem smo še na moji hiši uporabili en sistem, kjer smo delali masivne ilonate zidake. Ne. To je zdaj, ta mešanca, to je lahka glina, ne, ki ima pač te aditive in je zelo lahka. To pa je v bistvu samo zemlja v svoji najbolj elementarni obliki. Zaradi mikro povezanosti smo še premešali malo za slamo, potem se je vse skupaj v en tak kalup, zelo primitiven premetalo in se je z žabo stisnilo in potem razsekalo v takšne zidake in potem se je pač s temi zidaki so se potem stene delale. To tudi ne bi priporočal komu do dela, ker je tudi ogromno dela. Ampak je pa, mislim, mene je to bilo bolj kot eksperiment, kot da probam, če gre, ne, in gre, samo dosti dela je. No, na tej drugi hiši pa smo zelo, zelo elegantno rešili to zadevo mešanja mešance in sicer za to napravo, ki se je reče prisilni mešalec. Stavno notri vrže zemlja, vrže ekstrudirana glina in slama in se stisne gumb in se to vse lepo samo premeša in potem, ko je to premešano, samo obrneš, suješ v prikolico in odpelješ do stene, kamor se potem to vgradi. A s klasičnim mešalcem? Ne, zaradi tega, ker se prime na robove in potem se pač ta masa se ne meša, ampak se samo okrog vrti, ne, mora biti prisilni mešalec. Pa še tega smo predelali, zaradi tega, ker je bil za pač estrihe predvideni in so bile lopatice prevelike, smo jih porezali, da so bile res take minimalne in tisto se je skazalo potem kot prava stvar. Ja, tu pač nekaj utrinkov iz gradbišča. Ne? Zdaj, vgradnja v stene. V principu se ta mešanca naj ne bi butala, ne? Ker to ni butana stena, ampak se samo razporedi v opaž z namenom, da ne bi neka gnezda zračna bila notri, se pravi, da je čim bolj homogeno razporejeno v opažu. Ampak čim manj stisnemo, ker bolj ko stiskamo, bolj je kompaktni material, manj je izolativen. Ne? In to potem počasi raste, zdaj pač odvisno od dneva, koliko je bilo ljudi na gradbišču. Tudi pri tej drugi hiši je v bistvu potekala, ta faza gradnje, no, je potekala kot, da so prostovoljci prihajali na gradbišče in je bil neverjetno odziv. V bistvu smo te stene gradili od maja nekje pa do konca avgusta in je bilo v bistvu več povpraševanja, kot je lahko investitor sprejel ljudi, no, na gradbišče, tako da je fantastično potekala ta gradnja. In tudi, mislim, ena čisto druga atmosfera je na gradbišču, ko to na tak način poteka, zaradi tega, ker se cel kup nekih prijateljskih vezi sklenilo in res prijetno vzdušje. To sliko vedno rad kažem, ne, ker, torej tole so poganjki rži, jaz jim pravim, da so bioindikatorji in zaradi tega, ker posebnost ilonate stene je ta, da se nekje pol leta suši, ne, za razliko pač od opečnatih in drugih, ki so že v osnovi suhe. Zato je vedno treba graditi čim prej, ne, se pravi v začetku pomladi, da je nekje do sredi poletja že gotova, da se potem lepo presuši do zime. No in ti poganjki rži v bistvu lepo rastejo in uspevajo, ko pa začnejo veneti oziroma ko se sušijo, ne, potem veš, da notri v notranjosti je že tudi stena precej suha in da lahko nadaljuješ z ostalimi fazami gradnje. Zelo preprosto, ne, ampak učinkovito. Tudi notranje stene so bile ilonate s tem, da ta mešanca, ki je bila tu v notranjih stenah, je bila dosti težja mešanca, se pravi, bilo dosti manj slame, dosti manj
ekstrudirane gline, zato pa toliko več ilovce. Zdaj, ena posebnost te gradnje je in ena večjih nadlog, da je v času gradnje treba ves čas zunanjo steno ščititi pred dežjem. Ne. To je včasih, so kar traumatične izkušnje bile, ko so se kakšne nevihte bližale, pa je bilo treba celo hišo pokriti, ker zdaj načeloma, če se malo zmoči, ni tak problem, ampak če pa je na neki izpostavljeni severni legi, pa da pride huda nevihta, pa da cel dan dežuje, se enostavno tisti del spere, kar pa seveda ni zaželjeno. Ja. To polnjenje sten je vedno tudi tak en lep družabni dogodek bil, ne. Vsaj tu, pač, kar se spomnim iz naše hiše, smo recimo od jutra do popoldneva, ne, Stojan bi rekel romantika, gradbena, ampak dejansko je bilo zelo lepo. Tudi pri Mirkotu, to je investitor, je bilo zelo podobno vzdušje na gradbišču. Zdaj pa, ker mislim, da se mi čas izteka, bom samo še pokazal nekaj fotografij objektov, hiš, ko so bile končane in tudi v bistvu toplino tega materiala, ne, ker je izjemen material od svojih vizualnih, haptičnih in taktilnih lastnosti, res izjemen material. Evo, to je to.